Spoštovani gledalci, pozdravljeni v novi izdaji šolske oddaje Mavs TV, kjer bomo obudili utrinke, ki so zaznamovali to iztekajoče se šolsko leto. Z vami sem Gregor Toničar in Lara Tekalčič. Začeli bomo s temo, ki ima tesno povezavo z našo šolo. Dogodek, ki je zaznamoval naše šolsko leto, je bil predaja ključa šole. Pa si poglejmo. Pozdravljeni! Nahajam se na dvorišču Ekonomske šole Novo mesto, kjer se bo odvijala predaja ključa. Dijaki 4. letnikov so tretjim pripravili zanimive igre, na katerih so se spopadli. Ene od njih so bile zlaganje špagetov v stolp, ugotavljanje slovenskih narečnih besed in dopolnjevanje vicev. Sodeč po odzivih je bil ta dan za naše dijake zanimiv, zabaven in radosten. Zmago pa je odnesel 3. C. Danes je z mano Timotej Kocjan. Kakšni so občutki ob zmagi? Malo sem presenečen, ker nam ni šlo pri vseh igrah tako, kot smo hoteli, ne? Ampak drugače pa super, res top. Kateri razred pa vam je bil največja konkurenca? Noben, evo, smo zaslužili ključ, tako da najjačji razred se ve, kdo je. Hvala za odgovor. Danes se je ključ predal 3. C. Dogajanje je bilo res pestro in zabavno. Zdaj pa se selimo v svet praktičnega ustvarjanja. Dijaki 1. letnika programa Medijski tehnik so se v 2 dneh preizkusili v različnih vlogah fotografov, producentov in grafičnih oblikovalcev. 16. in 17. aprila je na naši šoli potekal projekt Približevanje medijske stroke. Pa vprašajmo udeležence, kaj menijo o teh dneh. V sklopu tega projekta sem sodeloval pri izdelavi stop motion animacije in v studiu. Bila sem v tiskarni in v fotostudiju in menim, da sem pridobila dosti znanja iz področja tiska in fotografije. Približevanje medijske stroke je naravnano tako, da se dijaki 1. letnika programa Medijski tehnik spoznajo z delom v medijski stroki. Tema letošnjih delavnic je bila varnost na spletu, ki je v digitalni dobi še kako pomembna. To je bila rdeča nit za izdelavo plakatov, vstop animacij, fotografij in pogovorne oddaje. Zakaj pa so te delavnice tako pomembne? Vprašajmo našega profesorja. V 1. letniku programa Medijski tehnik strokovnih vsebin ni zelo veliko, zato smo se odločili, da za dijaki pripravimo različne delavnice, kjer bi te medijske vsebine dodali nekem rednem pouku. Delavnice so res pripomogle k lažjemu razumevanju dela v medijih. Hvala vsem sodelujočim, zdaj pa nazaj v studio. Ja, varnost na spletu je zelo pomembna. Da vas ne bomo morili s temi težkimi temami, si poglejmo eno bolj sproščujočo temo. Dijaki 3. letnika so se odpravili na šolsko ekskurzijo na Primorsko, pa si poglejmo, kaj so počeli. 3. letniki so se v sklopu pouka odpravili na ekskurzijo na Primorsko. Tam so imeli delavnice prve pomoči, sledil pa je ogled mesta. Celodnevna ekskurzija jih ni pustila ravnodušne, saj je bila zelo dinamično načrtovana. Od spoznavanja prve pomoči do ogleda mesta in prostega časa jim je ustvarila lep spomin na zaključek letnika. Anja Tomarič je mlada režiserka. Ona je dokaz, da sta pogum in trdo delo ključ do uspeha. Pa si poglejmo, kaj nam bo povedala. Anja, pozdravljeni. Veliko ljudi te pozna kot režiserko in kreatorko filmov ter videospotov. Hej, Amadej, ja, vse od naštetega je res. Kako se je tvoja pot začela? Kaj ti je dalo vedeti, da je filmska produkcija tvoj največji interes? Moja ideja je bila, gremo posneti nek film, to je čisto, to bomo TikTok posneli. In potem smo mogli v šoli posneti nek kratek video in sem ga posnela in ko je prišel ven končni izdelek, sem si rekla, gremo to še enkrat narediti. In potem smo posneli še en kratek video in očitno sem se našla v tem. Ko snemaš film, ali se daj vprašaš, kaj se bo mislila publika in zakaj? Absolutno, to vprašanje je na začetku moj največji sovražnik, ker potem pozabim poslušati sebe in se osredotočim na druge ljudi, kar absolutno vpliva na samo zgodbo filma in potem na samo kreacijo. Za katerega izmed svojih mnogih projektov bi rekla, da je bil najtežji? Vsi projekti so vedno zelo težki, ampak je v meni filmska ekipa, ki vse to naredi veliko lažje, ker absolutno je lepše in delo postane lažje, ko imaš nekoga ob sebi,
Hvala, Anja, za današnji pogovor. Ni problema. Mi pa se vračamo nazaj v studio. Anja je dokaz, da prava zgodba potrebuje srce in pogum, da jo deliš z drugimi. Z zahtevnimi matematičnimi nalogami sta se spopadla dva naša dijaka. Oba sta osvojila zlato priznanje v državnem tekmovanju. Dijaka Tadela Puš in Vladimir Kosenčuk sta na državnem tekmovanju iz matematike dosegla odlične rezultate. Oba dva sta namreč dobila zlato priznanje. Ja, pripravil sem 4 dni, pomagala je Katarina Vodoč. 4 ure vsak dan, kar je redno. Ali si pričakoval takšen rezultat? Iskreno ne, ker bili zelo težke naloge, ampak na koncu sem dobil zlato priznanje. Najlepša hvala za odgovore. Študenti so se letos s Erasmus Plusom odpravili na 2 destinaciji. Ena je bila Španija, ena pa Grčija. Poglejmo, kaj so za nas pripravili študenti iz Grčije. Študentsko življenje, a? A je to? Se lahko. Na konci smo si prišli dol. Prijeten. Hrano so nam dali. Sveto kokajnje počela. Zgodili smo se, zatekovali in smo pripravljeni, da gremo na pot. Situacija je taka, ne vemo, če smo, bomo že preživeli. Smo pa našli zdaj eno italijansko restauracijo, mote male. Memo male. Vročina. Glej, zdaj prihajamo po muzeju antične Grčije. We're going to... I forgot the name of it. Brazil. Brazil. Gremo v neznano. Včeraj smo imeli prost dan, ki smo ga namenili zadnjemu druženju z Italijani in Litvanci. Smo še na poti do letališča. Meni je bila najboljša delavnica, ki smo spoznali zelene poklice in potem raziskovanje mesta. Kultura, izmenjava znanja in praksa v tujini. Odlične kombinacije za strokovno in osebnostno rast. Kako pa poteka letošnja matura? Slišali smo, da so dijaki zelo nestrpni in pripravljeni, da jo opravijo. Maturantje so že v polni pripravljenosti, da maturo uspešno opravijo. To je za njih pomemben mejnik v življenju. Ja, jaz bi rekel, sem pripravljen, učil sem se kar en lep čas, rešil sem kar nekaj pol. Naučil sem se kar se lahko, zdaj pa upamo na najboljše, pa čim bolj enostavno besedilo. Pa ja, zaupam vase, da bo to šlo čim bolj skozi. Danes so začeli s svojim prvim predmetom, slovenščino. Ostali jim pa še sledijo. Za zaključek pa poglejmo še uspeh naših ekonomistov. Na državnem tekmovanju so dokazali, da znanje in ekipni duh peljeta do odličnih rezultatov. Dijaki Ekonomske šole Novo mesto so zopet dokazali, da znanje, pogum in vztrajnost vodijo do odličnih rezultatov. Na tekmovanju iz računovodstva so zopet dosegli odlične rezultate. Med 3. letniki je Klara Špan postala državna prvakinja in si zagotovila zlato priznanje. Zlato priznanje je prejela tudi Anja Starič, Anja Kumel pa srebrno. V kategoriji drugih letnikov je Nika Levičar dosegla 2. mesto in osvojila zlato priznanje. Kako si se počutila ob zmagi? Bila sem zelo vesela, ampak zmage tudi nisem pričakovala. Ali si se veliko pripravljala? Ja, veliko smo se pripravljali, vsi skupaj, tudi s profesorco, pa tudi doma smo veliko vaj rešvali. Ali se boš takih tekmovanj še udeleževala? Ne vem, če se jih bom še udeleževala, ker ne vem tudi, kam grem naprej na faks. Vsem tekmovalcem iskrene čestitke, mentorici pa hvala za strokovno pomoč in podporo. Upamo, da bojo zgled še vsem ostalim dijakom naše šole. Lep pozdrav! Šolsko leto je bilo polno izzivov, a tudi izjemnih dosežkov. Veseli nas, da ste lahko to oddajo gledali z nami. Hvala vsem sodelujočim. To so bile novice Mouse TV. Hvala, ker nas spremljate. Naslednjič vam želimo veliko uspeha in navdiha. Nasvidenje.